na začetku se mi zdi, da hočem samo odpreti polje, kjer je povezava možna, ne? Da v bistvu prikažeš nek prostor, kjer lahko pač tukaj vidim, da vas tudi bolj zanima duhovnost, kjer lahko pač tudi prikažemo vstop zavesti pa vstop nečesa več, ne? Ker znanost, po mojem, zaradi same narave jezika tega nekako ne more. No? Pa odločila sem se, da bom tudi neki del slovenske bioumetnosti pokazala, mogoče nisem na prvi pogled tako lepa, ampak se pa ukvarjajo s samim življenjem, no? Tako da imamo kar neki umetnic, ki se s tem profesionalno ukvarjajo. Tako da no, brez tem delakiramo. Ja, zdaj, če hočemo obe disciplini povezovati, je fajn, če pač vsaki povemo čist nekaj osnovnih zadev, ne pač za znanost nekako velja, da je opazovalec tisti, ki je odmaknen in da pač preko nekega znanstvenega inštrumenta in znanstvene metode si zastavi nek cilj, neko hipotezo in pač potem to testira, ne, in pač rezultati morajo biti pa ponovljivi, recimo, ne. V bistvu značilno je tudi, da je to neka objektivna resnica, ker znanje v času napreduje vertikalno, ne. Recimo, že filozof znanosti Thomas Kuhn je pa trdil, da se ta napredek odvija v revolucijah in da znotraj neke paradigme je to zaznavanje pač kot pač neko ujeto, ne, in da pač, ko nekdo naredi korak iz te takratne znanosti, mora pač tudi kar nekaj teh znanstvenih pravil prekršati, ne. No, potem tukaj omenjam tudi Van Frazna, ne, ker pač za znanost je ponavadi, imam jaz izkušnje, da večina deluje tako, da so znanstveni realisti, da tisto, kar izmeriš, pa kar je tam, verjameš, da tudi resnično obstaja, ne, za njega. Pač prav, da je dovolj, da znanost ponudi nek model, ki je samo empirično ustrezana, ne, in da znanstvene teorije samo ponujajo modele in izjave o resničnem svetu. Se pravi, tukaj sta že dve smeri, ki se malo razlikujeta, ampak strinjata se pa v tem, da pač in modeli in te izjave povejo nekaj, ne. Recimo podobno kot recimo inštrumentalističen nazor. Potem umetnost je bila že v zgodovini pač nekako se smatralo, da je to spretnost, ki je usmerjena v produkcijo nečesa, kar je lepo, ne? In lepo ne bi bilo tudi nekaj, kar je nedeljivo, pa znanje pač ne nadomesti nujno starega, ampak pač umetnik, ki dela, se primerja z vsemi umetniki, ki so kdajkoli v zgodovini kaj povedala, ne? In vedno išče nekaj novega, nekaj originalnega, ne? Tudi nagnanje bolj k subjektivnosti ne rabi biti vedno objektiven, ne? Se pravi, je v bistvu holistična, ne? Išče neko celoto sveta, ne recimo kot znanost, ki išče linearnost in pač to linearnost potem potrjuje. Potem umetniška dela nekako se smatra, da so uspešna, če ti spomen uspejo občinstvo tudi nekako predočiti, da ga razume, ne, se pač preveri na ta način, če dosežejo nek impuls pri gledalcev, ne, če ga uspejo nekako premakniti, ne. Teorij, kaj je umetniško delo, vse je, lahko je artefakt, lahko je postopek, pač tukaj je cel kup teoretikov se ukvarjali, zakaj je nekaj umetnost in zakaj nekaj ni umetnost in kdo to določa. Pač je cel sistem, ki pripomore, da je neko umetniško delo potem sprejeto kot umetniško delo, ne. Lepota je mogoče bila včasih kriterij, ne. Potem, ko so pa recimo z iznajdbo fotografije pa filma, recimo to realistično reprezentiranje resničnosti ni bilo več toliko potrebno, zato se je umetnost začela najprej ukvarjati sama s sabo, danes se pa ukvarja tudi z družbo, pa tudi z recimo z biotehnologijo pa z biološkimi procesi, ne. Zakaj boste mogoče lahko tudi vprašali, no. Se pravi, ena od teorij je tudi, da je v bistvu namen umetnosti, da poustvari v gledalcu neko estetsko
izkušnjo, ne, in lepota kot neka neempirična lastnost se jo ne da razčleniti na dele. Se pravi, umetnost ne bi bilo neko kodirano znanje, ki prenaša pomen. Tehnologija je pač neko znanje, ki je fiksirano v osnovi energiji kot funkciji in jo uporabljata tako znanost kot umetnost, če posebej danes v sodobni umetnosti je to značilno. Znanost pa uporablja oboje, ne. Se pravi, pač, ko postavi eksperiment in spremenljivke, ne. Ena pač je dovoljena, potem se pa meri njen vpliv in se pač primeri, ali je statistično značilen ta vpliv ali pa ne. Zdaj, jaz sem se pač, ko sem jih primerjala, sem pač se lotila primerjave preko jezika, orodja pa slike, se pravi, kako pristopata do realnosti. Ne. Tukaj že prideš do problema, kaj realnost sploh je. Ne. Pa pač vsaka uporablja jezik, orodja pa slike na svoj način in tudi v zgodovini so se pač uporabe teh različnih sredstev spreminjala. Ne. Tako da pač upam, da bom približno povedala, kako se pravi, če čisto predpostavimo, znanost pa umetnost se da povezati. Ne. To pomeni, da bi mogla obstajati nekje neka zunanja točka, prek katere bi jih lahko primerjala. Ne. Potem druga trditev pomeni, da nista povezani, ampak sta pač v nekih ločenih svetovih in sta med sabo neprimerljivi. Zdaj po Feyerabendu pa pravi, da sta nesoizmerljivi. To pomeni, da sta v različnih svetovih, ampak nekako jih lahko primerjamo preko nekih alternativnih tez, preko drugačnih taksonomij, se pravi, išče neka polja zunaj ene in druge, kjer bi pač lahko iskal to povezavo. Recimo filozof umetnosti Greuze pravi, da znanost je hotela te podobe, ki jih uporablja, ne, grafe, scheme, je hotela napraviti čim bolj razvidne, zato da bi lahko kaj povedala o sami resničnosti. Umetnost je pa vzela ravno za osnovo to osnovnost, to, da niso podobe pa stvari toliko jasne in s tem se je mogla tudi nekako s tem soočati, da ni zmožna v bistvu reproducirati resničnost, ampak se je ukvarjala samo s tem, kako se v bistvu te podobe gradijo. Ne? In to je bilo ponavadi odvisno od same dobe umetnosti. Ne? Zato umetnost, ko uporablja recimo znanstvene podobe pa grafe, to vedno nekako počne z nekim kritičnim ali pa dekonstruističnim namenom, ker se vzpostavlja na ravni znaka oziroma označevalca. Ne? Mi pač neko stvar, ki jo gledamo, molekula DNA, pa jo recimo slikamo, vmes ostane nek prostor. Ne? In kako se umetnost loti tega, je vedno ta prostor vmes in tukaj pač ta dvom postal v to polje vmes. Zdaj, če se ustavimo pri jeziku, ne, za jezik znanosti ne bi veljalo, da je v bistvu svet sestavljen iz objektov, ki so pred nami nad notranjim svetom nas subjektov. Ne, in ker smo mi zunaj, imamo pač omogočen nek privilegiran pogled na naravo. Ne. Odnose med objekti pa nekako predstavimo preko jezika. Ne. In v znanosti je ponavadi tako, da moramo zavzeti neko nespremenljivost tega naravnega sveta, neko ločeno pozicijo od narave, da v bistvu svet lahko natančno opišemo. Ne. To so tudi kritizirali, da tudi to ni vedno res, ker se mogoče iz sveta ne moramo izključiti, ker smo pogojeni s čuti in s položajem, ki ga zavzemamo v svetu. Ne. In recimo Mark Halliday je rekel, da tudi za jezik znanosti ne odseva človeške izkušnje, ampak jo konstruira. Ne. Vedno, ko imamo neko objektivnost, se na drugi strani pojav, vsaj družboslovci so meni zmeri, ker nisem razumela, kaj je to kontekst pa konstrukt, so mi zmeri, pa saj ni nič res, vse je konstruirano. Ne. Pač, jaz sem to zelo težko dojela, tako da verjamem, da tudi kakšen od vas. No. Tudi zgodovina jezika ne bi bila ločena. Ne. Se pravi, že v jeziku samem je ta dvojnost. Ne. Zato potem pač predlagajo, da v bistvu rabimo ali pa da lahko hkrati uporabljamo, mogoče pisatelji to
še najbolj obvladajo, da imamo v bistvu oba načina hkrati, ne? Glagolski čas kot nek linearni čas, pa glagolski vid neko pač opozicijo med dovršnostjo pa nedovršnostjo. Se pravi, da imamo proces in hkrati že konec procesa. Ne? Ker potem pač recimo tudi več slovnic ali pa več jezikov, s katerim bi nekako oblikovali teorijo izkušnja. Ne? Od nečesa, kar se večno spreminja, do nečesa, kar je bolj določeno. Ne? Se pravi, prvo je bolj stavčno, drugo je pa bolj samostalniška oblika. Ne? Predlaga, da bi iste pojave lahko hkrati opazovali na dva komplementarna načina. Se pravi, eden osvetljuje predvsem procese, drug pa povezave med njimi. Ne? In samostalniški slog je bolj slog znanosti, pač osvetljuje bolj strukture in povezave med njihovimi deli. Ne? Stavčni slog pa pač procese in je tudi mogoče bolj značilen za te umetniške. Mogoče tudi moram omeniti, da se sodobna umetnost danes tudi bolj osredotoča na proces, na neke nedokončana dela, na dela, kamor lahko gledalec vstopa. Ne? In tudi tukaj je ena od poti, zakaj sta umetnost pa znanost lahko povezana, ker ni več tista slika, ki jo narišeš in jo postaviš v galerijo, ampak gledalec sooblikuje delo, ne? Ker ni dokončano. Dokončano je šele s tvojim vstopom v samo delo. Recimo za orodja bi mogoče lahko trdili podobno. Ne? Vedno znova je bilo človeško zaznavanje spreminjeno in modelirano. Recimo perspektiva, ne, pač določi točno točko pogleda, da gre v neskončnost in pač vključi neko aparat med opazovalca in objekta. Ne. In meni perspektiva deluje zelo podobno pač linearnemu gledanju v znanosti. Ne. Potem se pač lahko to še v vsakem stoletju najde nek model, kako se je gledal takrat. Recimo tudi potem fragmentacija resničnosti, če poznate na začetku stoletja, ko so imeli recimo Picasso kubizem, kjer je kitara sestavljena iz različnih koščkov in v bistvu vsak košček nam omogoča določen subjektiven vpogled. Nimaš več neke točke, kamor bi nam pogled lovil, ampak se vse prenese na površino in je to čist fragmentirano. In vsak fragment nam v bistvu pove nekaj drugega. Potem recimo s pojavom kinematografije tudi ni več tega reda med opazovalcem pa opazovanjem. Opelje se gibanje. Potem tudi s kronofotografijo, kjer je pa Mari slikal recimo ženski akt in ga je potem lepo drugega do drugega je pa upeljal čas noter. Zdaj danes je pa tudi en kup teorij, kako se v bistvu ta inženiring pogleda v bistvu nadomešča človeški pogled skozi aparata. In novi mediji v umetnosti naj bi imeli in kulturno in računalniško plast. Tudi velike kritik, kako v znanosti recimo te vizualizacije podatkov, da so to pač predodločitve strokovnjakov in da tudi, ko imam jaz izkušnje, ti moraš biti pač naučen, kako določene stvari gledati in nekdo, ki ni strokovnjak, sploh ne more vstopati v to. In če ti dobiš neke fragmente brez legende, pa v bistvu stvari, kot so molekula DNA, jih ne znaš videti. Mogoče vidiš čist nekaj drugega kot nekdo, ki pač ve, kaj mora iskati, recimo tudi v diagnostiki je tako. Zdaj, če pač še nekaj povem o sliki, zdaj filozof od zgodovinar umetnosti, on je tudi pravo, da to, kako mi gledamo oziroma kako se tvorijo podatki, da mi s tem, kako mislimo in da že naše mišljenje vpliva na to, kako bomo mi postavili ali pa kako bomo naredili pogled v realnost. Za njega je slika hipoteza, ki jo preverjamo, ko jo gledamo. Zdaj, graf je lahko pač reprezentacija zakonov narave
ki pa lahko zares obstajajo, kot pravijo realisti, ali pa so pač v našem umu. Se pravi, tukaj je pač več teh teorij, kako ne bi. Zdaj, jaz sem v bistvu povezavo hotela nekako iskati v kvantni fiziki, ampak to bolj na ravni konceptualne metafore, ker sem pač v njej videla neko dvojnost, kjer je pač molekula lahko hkrati delec in hkrati val, dokler ne pogledamo ali pa izmerimo in pač določimo, ali je eno ali pa drugo. Se pravi, določimo kontekst. Molekula pač atom, ja. Se pravi, omogoča nekakšno soobstajanje. Zdaj omenjam pa tudi Dišana, kjer je pač on imitiral znanstveno metodo in pa pač potem še nekaj teh slovenskih umetnic, ker večina je pač na nek način kritična proti tej linearnosti in išče znotraj tega nek holizem ali pa neko alternativno pot, kako bi v bistvu gledali na samo naravo. To imam pač eno vprašanje, ker sem že takrat na faksu profesora spraševala, kako bi v bistvu lahko kvantno realnost zvedel na biološke procese. In je rekel, da pač zaenkrat sta to dva svetova, ker se niti ne srečata. Tako da zato je bolj to naravni koncept, ne moreš reči, da je to resnično. Se pravi, Schrödingerjeva mačka je bil v bistvu nek miselni poskus, ki ga je Erwin Schrödinger podal kot odgovor ravno na te probleme kvantne mehanike, ker je pač v črno škatlo zaprl mačko. Tam je predpostavil, da je noter nek cianid, ki se pod določeno verjetnostjo, ki je enaka 50%, se ta flaška s cianidom lahko razbije in je pač mačka potem umre ali pa ostane živa. In mi dokler pač ne odpremo škatle in ne pogledamo, pač tega ne vemo. Se pravi, šele naš pogled potem določi, ali je mačka živa ali je mrtva. Prej je pa pač nekako razmazana v času. Se pravi, če bi prej povezali s tem, z jezikom, z sliko, je pač hkrati dovršna pa nedovršna. Sicer je to pač. In tudi tukaj pač, da realnost ni čisto izgotovljena, ampak je lahko konstruirana šele z opazovanjem. In je hkrati tudi odprta za naključje. Hkrati pa ni čisto vse relativno, ampak imamo tudi neke invariante oziroma eigenvektorje, ki naj bi bile konstante, se pravi, kot je gospa mogoče prej govorila o molekuli DNA, pač neke stvari ima že določene, potem se pa pač šele ti z pač tem, kar razmišljaš ali pa kar opazuješ, jih prikličeš v realnost. Nekateri pa sploh ne. Zdaj, mogoče jaz to malo po domače razlagam. Zdaj, če gremo pač malo nazaj v zgodovino, tukaj je nek Dürerjev akt, se pravi, kako je on takrat pogledal. To je dosti podobno pač znanstvenemu načinu gledanja. Imaš neko mrežo, kjer ti skozi linearno perspektivo, skozi eno očišče pogledaš strani gledalca in pač sliko okviraš ta svet, ki je pred tabo. Tukaj je pač drug način, bolj opisni, kjer pa pravijo, da je svet v bistvu že obstajal pred tabo in da v bistvu sam proizvede svojo lastno podobo. In da ne rabiš nekega umetnika, ki bi to podobo proizvedel. In je že obstajal, recimo. Tukaj je pa znana slika Fermerjeva, pač sicer se slabo vidi, sta pa hkrati prisotna oba načina reprezentacija. Tukaj v ogledalu tam vidite kralja pa kraljico, ki naj bi nakazovala mesto, kjer stojimo mi, hkrati nas pa slikar riše, in smo prisotni v sliki in smo slikani. Pa tudi ta punčka je v bistvu
gleda nekam ven skozi okno, hkrati je pa pač tista, ki je reprezentirana kot centralni tane. Pa imamo še perspektivično gledanje, kjer tale izginja tam skozi vrata, ne, pač ta svetloba. Zdaj, to je zelo nahitranje. V bistvu mi ne bi bili ta kralj pa kraljica, ne, ker smo hkrati na sliki in smo slikani. Ne. Smo prisotni in odsotni hkrati. No, recimo Dišan, on je začel kot slikar, ne, in tukaj vidimo v bistvu, to je akt, ki se spušča po stopnicah. Tukaj pač prikazuje, da lepi skupaj različne pozicije pač ženske na nek kubističen način še takrat in nekako podobno, kot če bi nek graf, ne, vsake toliko časa ti pogledaš pa izmeraš, ne, in dobiš potem pač neko zaporedje, kaj se je dogajalo. Ne. Zdaj, on je potem slikanih malo pustil. Tole je eno mojih njegovih najljubših del in tudi zase prav, da je pač to ključno. Tole je v bistvu metrska vrvica. Ne. On je v bistvu se ukvarjal s tem, da je vzel standardizirano mersko enoto, 1 meter, ki je bila pač določena v Parizu. Potem je pa to vrvico 3-krat spustil z višine 1 metra, pač kakor bo naključno padla. Ne. In potem je v bistvu vsakič zarisal pač ta meter, kjer je tukaj pač ravna črta, je meter kot meter, ki je določen. In vsakič pač to krivuljo, kot jo je določilo naključje oziroma tisti dogodek, ki ga je on zabeležil. Ne. In je v bistvu dobil hkrati objektivnost in subjektivnost hkrati v enem. Se pravi, kot so interpretirali evklidski pa neevklidski prostor. Ne. Hkrati je pač združil oba načina gledanja, da je svojo subjektivnost in je potem pač to zrezal. Ne. Njemu je to predstavljalo tisti del, kamor lahko v bistvu on vstopa v ta nek dogovorjen standard. In je potem pač to zaprl neko škatlo in potem s tem naprej še delal recimo neko mrežo niti, kjer je pač te različne metre, ki jih je dobil, kot jih je narisal uporabo v nekih, bi se rekel, kvazi grafičnih slikah. No, to je mreža niti. Potem je pa to njegovo, po mojem, najbolj kompleksno delo. To je pa nevesta, ki se spušča, ki jo pač slačijo njeni samski moški celo. Ne. Tukaj gre za dvojno steklo. Zdaj, vzel je steklo zaradi tega, ker je rekel, da pač ga je čisto dolgočasilo, da so vsa ta tihožitja imajo vedno neka ozadja. Ne. On je v bistvu vzel steklo, ker je hotel, da vsakič tisti, ki gleda ali pa v bistvu določa konteksta. Ne. On je hotel, da se v bistvu tudi svet zrcali v samem delu. Ne. In tukaj so pač neki te moški mlinčki, kjer so postavljeni v perspektivo na način, kot ga je on zmeril. Tem tukaj je pač nek prah, redču in nek kavni mlinček, vse natančno preračunano. Tukaj gor, se pravi, tukaj naj bi bil moški del, tukaj pa ženski del. Ne. To ne bi bila pa neka insektilna struktura. Tudi število 3 tukaj ni, on je zelo simbolično gledal. Ne. In v bistvu predstavlja neko željo moškega po združitvi žensko. Ne. Meni pa na nek način predstavlja nezmožnost pač tega analitičnega pogleda, da bi zavzel, da bi v bistvu prišel blizu narave. Ne. Vedno obstane neka luknja vmes, ne. Zato sta tukaj recimo ločena. Ne. Pač ta organskost pač ne omogoča povezave. No. Pač njega je tudi zelo zanimalo, kakšen je vpliv na ključja. Ne. No, potem so pa tukaj še slovenske umetnice, recimo Maja Smrekar, kjer je pač naredila inštalacijo, kjer je gojila pač potočne rake z neko invazivno vrsto rakov, hkrati v pač takem bazenčku. Tukaj se žal slabo vidno, ampak
v bistvu je izpostavila dve vrsti, ki v naravi nista skupaj, a ne. Zdaj pa se pa tam, kjer je pač ona tega potočnega raka vzela, ljudje pač spuščajo te rake v okolje in se te dve vrsti v bistvu prihajata skupaj, a ne. In tukaj je pač hkrati jemala podatke za to, kaj se dogaja, če sta te dve vrsti sopostavljeni. Po drugi strani je pa nekako na metaforični ravni so ljudje razumeli to kot nek vpliv kapitalizma na pač naravo samo, da pač, ker ta rak, ki je prišel noter, invazivna vrsta je pač pobijal tega raka, pač potočnega raka, ne, in v bistvu so ljudje tudi na tej ravni zelo tako dojeli. Meni je pač to predstavljalo, da je v bistvu hkrati neka inštalacija, ki je umetniško delo, po drugi strani je pa pač pridobivala podatke, ki jih je potem, mislim, da nesla na biološko središče, kjer pač to raziskujejo, no, da so pač dobili tudi, kaj se dogaja, če daš vrste skupaj v nek izoliran sistem. Recimo tudi Robertina Šibjanič je imela tole delo v Celju tudi razstavljeno. Ona je pa vzela podatke iz morske biološke postaje, kjer je pač imela podatke, kaj se dogaja z dihotomejami, z meduzami, pa uhatimi klobučnjaki, in je potem pač predpostavlja neko utopično situacijo konca, kaj se zgodi, če pač v bistvu vse skupaj propade. In pač gledalci bil tisti, ki je lahko s temi podatki manipuliral, kam bo cel sistem šel. Se pravi, vstopil v samo delo in določal, kaj se bo dogajalo s tem ekosistemom. Tukaj pa še eno njeno delo, kjer je pač gojila meduze, mi je pa zanimala čisto biološka nesmrtnost, kjer je pač pulziranje teh meduz je preko nekega tega sistema, kjer je pač meril, kje se te meduze nahajalo, tukaj nekako skušalo vplivati na krčenje tega umetnega nekega organa. Ne. Se pravi, spraševala se je, kako pač mi modificiramo samo življenje, da ga nekako podaljšujemo od farmacevtske kozmetične industrije. Se pravi, čist na biološko raven je stopila, da pač čist kritično pogledala na te družbene procese. To danes, recimo, bioumetnost se dosti poslužuje teh strategij. Potem tukaj tudi Saša Spačal pač izolirala glive z kože treh, oziroma sebe, pa še dveh soavtorjev, in preko njih vzpostavlja pač nek sistem in to povezuje z vesoljem. Ne. Se pravi, v bistvu pač tudi išče neko holistično varianto, da ljudi povezuje preko njihovih mikrobiomov, ne. In te mikrobiomi pa potem komunicirajo tudi naprej z vesoljem. Ne. Potem tudi Polona Tratnik se tukaj ukvarja z tem, kako bi manipuliral življenje zunaj pač telesa, pa tudi eno njeno delo zasebne skodelice, kjer je pač odlila dele svojega telesa in potem gojila znotraj bakterije. Ne. Se pravi, če si predstavljate nekako telo fragmentiraš, kot pač znanost ponavadi razsekaš in potem pač zelo poetično. No. Zdaj v bistvu, kaj sem hotela še, nekako moraš predpostaviti nek relativizem, pa se spraševati tudi o kontekstu pa konstruktu, ker v bistvu pač, kakor tukaj pravijo, nerealno, ki je onkraj simbolnega in nekomunikabilno. Ne. In v bistvu tisto, čemer mi hočemo priti do realnega, nam jezik ne omogoča, ne. Mi se tam ustavimo. Ne. Mislim, da je ravno to mesto tukaj, ki ga pač recimo kvantna fizika ima vse, preden mi pogledamo, ne, in tudi znanost, pač preden postavimo sistem, recimo pač mi ga potem recimo v transcendentalni filozofiji kot nekako preko aforizmov, aluzij, metafor, ne, pač izražamo na ta način.
Zdaj, mene je pač zanimal prostor izven merljivosti, kodiranosti, nedoločenosti, pač nekaj, kar pade izven merilnega območja, recimo kot napaka meritve, kot odklon, se pravi čist statistični jezik in potem gledaš pač, kaj pade izven tega jezika, se pravi kot tisto mesto, ki ti šele tam omogoča subjektivnost pa govora, ne, ker znanstveni jezik ti ga ne, no. In pač recimo tudi v sistemu, kjer delam, pač tudi mesto od diagnoze, ki jo pač recimo bolnik dobi do smrti, ne. Pač to je tisto, kjer pač ti lahko vstopiš kot subjekt, ne. Se pravi, vse, kar se izmika modelu, recimo. Zdaj, jaz zadnje čase zelo malo delam, no, ampak tukaj sem pač naredila nek linearen sistem, kjer so bile pač izolirane bakterije in gledalec pač lahko vstopil noter. Se pravi, je bil tisti, ki je bil znotraj linearnosti in je hkrati imel pogled ven, ne, in pač tukaj se postavlja pač, kdo je zdaj tisti, ki gleda in tisti, ki je gledan hkrati, ne, pa pač, a zato potrebuje opazovalca, ne. Pa mogoče še tukaj sem pač vzela podobno kot Dišan mesto napake, te točkasti pogledi v realnost so pa pač upodobljeni kot svetlobni delec, ne. Pač gledalec bi lahko preko teh prevodnih ploščic vstopal v samo delo in spreminjal število, ne. Se pravi, preko te napake jezika lahko ti spreminjaš sam sistem, ne. Naparjene so bile pa z srebrom, pač nekim tem ameriškim kovancem, ki so ga imeli kot zalogo, ker v bistvu pač kaže to rast v neskončnost, ki se pač kot tisto zalogo, ki ima podlage v realnem, pa pač, ko se predpostavlja, da bo vedno rastlo v neskončnost, ampak se pač potem sesuja, ne. In ta model kaže samo tisti del, preden se pač stvar konča. Tako da mogoče je bilo to malo drugače, kot ste pričakovali, no, ampak toliko zaenkrat. Ja, pač v bistvu me zanima mesto, kjer se hkrati telo, subjekt, v bistvu si hkrati živ, pa hkrati mrtev, kjer si pač v bistvu oboje hkrati, objekt in subjekt, kjer si pretočen in končan, ne, in tudi recimo v umetnosti, kjer je galerija kot bela kocka in zunanjost, ta meja ni natančno določena, ker umetnost se še vedno bori, kako priti do življenja blizu življenja, ne, tako da se tudi ta meja stalno išče, ne. Tako pa, da nisem predolga. Ne, popolno.